Predsednik vlade Janez Janša in minister pristojen za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič sta se včeraj srečala s predstavniki družbe Google. Na srečanju pa so spregovorili o dosežkih slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije z področja digitalne preobrazbe in o konkurenčnih prednostih Slovenije pri investicijah v informacijsko tehnologijo ter tudi v razvoj umetne inteligence. Danes je zares zgodovinski dan za digitalno preobrazbo Slovenije. S podpisom partnerskega sporazuma in investicijo podjetja Google uresničujemo vizijo Slovenije, ki je napredna, moderna in odprta v svet. Današnji dogodek predstavlja tudi pomemben mejnik v kratkem, a izjemno aktivnem življenju naše vladne službe za digitalno preobrazbo. Ponosen sem, da je z letošnjim letom digitalizacija Slovenije dobila nov zagon. Kot veste, je bil aprila ustanovljen Strateški svet za digitalizacijo, ki ga sestavlja več kot 50 vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju digitalnih tehnologij. V samo 2 mesecih je Strateški svet pripravil 40 ambicioznih ukrepov za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, izobraževanja, gospodarstva in pa družbe kot celote. Da bi ti ukrepi čim prej zaživeli tudi v praksi, je bila avgusta ustanovljena vladna služba za digitalno preobrazbo. Naš cilj je jasen. Do konca tega desetletja želimo postati ena izmed 5 digitalno najnaprednejših držav v Evropi. Da je naša smer prava, dokazuje tudi letošnja uvrstitev Slovenije na evropski lestvici digitalne družbe in gospodarstva. Samo v enem letu smo skočili iz 16. na 13. mesto, kar nas prvič uvršča nad evropsko povprečje in pred države, kot so Francija, Italija in Portugalska. A drage dame in gospodje, to je šele začetek. Slovenija pospešeno uvaja napredne digitalne rešitve, ki bodo tako državljanom kot našim podjetjem prihranile čas, denar in živce. S pristojnimi resorji smo zagnali samodejno podnaslavljanje TV vsebin za gluhe in naglušne. V kratkem pa bomo začeli tudi s projektom upravnega virtualnega okenca, s katerim bodo lahko državljani reševali celo vrsto upravnih zadev prek varne audio-video povezave. V kratkem bo mogoče prek audio-video povezave odpreti tudi nove bančne in kripto račune. Naslednje leto pa bo zaživela tudi e-osebna izkaznica, ki nam bo omogočila mnogo lažji, hitrejši in pa enostavnejši dostop do spletnih storitev javne uprave in pa digitalnega bančništva. Ker je digitalna vključenost celotne družbe naša absolutna prioriteta, bomo naslednje leto začeli s projektom Digitalni bon, ki bo največji program e-opismenjevanja v naši zgodovini. Z njim bomo starejšim omogočili brezplačen dostop do tečajev digitalnih veščin in moderne računalniške opreme. Obenem pa bomo mladim omogočili brezplačen dostop do tečajev robotike, programiranja, umetne inteligence in pa podjetništva. Naslednje leto odpiramo tudi razvojno-gospodarski center v Silicijevi dolini in pa mednarodni center za uporabno in umetno inteligenco, ki ga snujemo v partnerstvu s Inštitutom Jožef Stefan. Vzpostavljen bo tudi center za pomoč slovenskim strokovnjakom, ki se vračajo v domovino, kar je izjemnega pomena za našo prihodnost. Ponosen sem, da se Slovenija z velikimi koraki končno prebija na digitalni zemljevid Evrope. K temu lahko rečem, je pripomoglo tudi izjemno uspešno predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Uspelo nam je v marsikaterem primeru doseči skorajda nemogoče. Imamo politični dogovor o aktu o digitalnih storitvah in digitalnih trgih, dosegli pa smo tudi pomemben preboj na področju akta o umetni inteligenci.
Z velikim veseljem naznanjam tudi preboj, ki je bil dosežen danes na področju direktive o roamingu, namreč končno smo uspeli doseči dogovor, ki bo omogočal, da se roaming nadaljuje tudi po izteku trenutne direktive. S vsemi temi novimi dokumenti in zakonodajo bo evropski internetni prostor postal varnejši, odprtejši in bolj predvidljiv. Predvsem pa bodo bolje zaščitene pravice evropskih potrošnikov in pa naše temeljne vrednote. Dokaz, da Slovenija postaja nova digitalna zvezda Evrope, je tudi današnji podpis partnerskega sporazuma s podjetjem Google. V okviru tega partnerstva bosta Google in Google.org še letos investirala 2,5 milijona evrov v slovensko znanje na področju umetne inteligence in razvoj socialnega podjetništva pri nas. Gre za največjo investicijo te vrste v naši zgodovini, ki bo pomembno prispevala k digitalnemu preboju Slovenije. Veseli me, da so med prejemniki sredstev naše vodilne raziskovalne, izobraževalne in pa podjetniške institucije, ki jim ob tem iskreno čestitam. V okviru partnerskega sporazuma bo podjetje Google podpiralo naš digitalni ekosistem tudi v prihodnje. Skupaj bomo vodili dialog na področju digitalne preobrazbe našega gospodarstva in družbe. Obenem bo naša vladna služba podjetju Google predlagala sodelovanje tudi pri drugih strateških projektih. Na koncu gre seveda velika zahvala podjetju Google in pa organizaciji Google.org. Lahko rečemo, da je podjetje Google z današnjim sporazumom in pa investicijo dokazalo, da ni samo eno najinovativnejših podjetij na svetu, ampak tudi podjetje, ki je družbeno odgovorno in ki vlaga v okolje, v katerem uspeva. Po srečanju so v predsedniški palači podpisali tudi memoranduma med službo vlade za digitalno preobrazbo in Googlom, ki je podlaga za naložbe v višini 2,5 milijona evrov, projekte, ki so namenjeni pospeševanju digitalne preobrazbe slovenskega gospodarstva in družbe, vključno z raziskavami in razvojem umetne inteligence ter za socialno podjetništvo. Z vidika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ta podpis oziroma sodelovanje izjemno pomembno, saj digitalizacija močno vpliva tudi na trg dela. Trg dela mora biti odziven in vključujoč, kar je tudi ena od naših prioritet že od začetka tega mandata in kar je epidemija oziroma pandemija COVID-19 še poudarila. Tako se na ministrstvu sproti odzivamo na potrebe na trgu dela in eden takšnih prvih odzivov, katerega nas je spodbudila ravno pandemija, je bila digitalizacija. V smislu dela nadaljavo, v smislu urejanja vseh zadev na trgu dela nadaljavo. Z ekipo smo v interventnih ukrepih uspeli zagotoviti kar nekaj poenostavitev ureditev trga dela, dela nadaljavo, kot je med drugim tudi hitra elektronska prijava preko sistema SPOT. Prav tako razvijamo in nadgrajujemo tudi projekt Platforma za napovedovanje kompetenc, za boljše napovedovanje potreb na trgu dela. Njen namen je razvoj sistema napovedovanja potreb po znanjih in ugotavljanju vrzeli po kompetencah na trgu dela. Veseli me, da bo Google sedanjim in prihodnjim podjetnikom, zaposlenim in iskalcem zaposlitve nudil brezplačne izobraževalne delavnice, orodja in programe ter namenska posvetovanja. Prav tako so izjemno pomembne naložbe tudi za socialno podjetništvo. V okviru širšega prednostnega področja socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine spodbujamo socialno podjetništvo in poklicno vključevanje v socialna podjetja ter socialno in solidarno gospodarstvo z namenom, da bi predvsem ranljivim ciljnim skupinam brezposelnih olajšali dostop do zaposlitve. Naj omenim program učne delavnice, ki je namenjen najbolj ranljivim brezposelnim osebam in ti se pri vstopu na trg dela srečujejo s težavami.
za ta program, ki bo trajal do konca leta 2023, je namenjeno okvirno 9,5 milijona evrov. Prav tako podpiramo projekt Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo SocioLab. Če sklenem, vesel sem, da je danes prišlo do tega podpisa in v imenu vseh, ki bodo s pomočjo Googla lažje, hitreje prišli do zaposlitve, lažje bili bolj konkurenčni in fleksibilni na trgu dela, se zahvaljujem in gledam z upanjem in optimizmom v našo prihodnost. Dogovor bo močno podprl digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe, saj bo omogočal številne projekte, preko katerih bodo mladi podjetniki, institucije in javne ustanove dostopali do znanj z področja digitalnih veščin, umetne inteligence in socialnega podjetništva ter sredstev za zagon projektov.